o filmih na 28. festivalu slovenskega filma Portorož. Z mano pa je že Amir Muratović, režiser in scenarist filma NUK 250. Čestitke. Hvala. Amir, včeraj si po projekciji filma že povedal, da si v NUK-u že pred snemanjem filma veliko časa preživel in me zanima, kako pa je bilo tam preživljati čas v tej drugi vlogi dokumentarista. Največ sem bil v tako imenovani rokopisni čitalnici, ko sem pripravljal film o Cankarju in takrat sem želel pregledati vse, kar imajo. Seveda ne vse, ker je to ogromno nekih map, ker praktično vse Cankarjeva zapuščina je v NUK-u, vključno, ne vem, z njegovo uro in s takimi detajli. Ampak ja, takrat je bila ta strast tega dotikanja teh predmetov, ki so povezani s to osebo, ki jo raziskuješ. Ta izkušnja mi je bila zelo dragocena, no? Tako da recimo lepa izkušnja je tudi bila, ko so nas peljali družinsko v ta trezor, ne? Zato sem želel imeti to sekvenco trezorja, ker oni v kleti imajo nek trezor s takimi debelimi vrati, kjer so te najpomembnejše stvari noter. Se mi je zdelo tudi po tem, kako nekatere dele montiraš, da si tudi doživel to fascinacijo nad to ogromno količino knjig in ostalega gradiva. Ja, po drugi strani pa ta zgodba o tej Plečnikovi arhitekturi, ne, do katere imam jaz zadržke. Ne. Recimo, ravno en teden nazaj smo snemali v tej hiši, ki se drži Plečnikove stavbe. Če ti pogledaš to zadnjo steno, južno steno, to ne moreš verjeti, da je to Plečnik naredil, ker je to belo. Tudi te notranja dvorišča so zelo prazna. Ne. V resnici njemu je šlo samo za ta zunanji blišč in seveda tudi za to pot v razsvetljenje, kar v filmu povemo. Te stranski hodniki pa so zelo dolgočasni. Ne. In še zmeri smo pa lahko to dolgočasno belino pokazali, pa če se spomniš s tem dvigom iz tega vodnjaka, ki pa naredi neko lepoto iz tega. Razmišljala sem tudi, glede na to, da omeniš nekatere dogodke, ki so uničili veliko količino gradiva, pa potem seveda poznamo primere iz zgodovine, kot je bila Aleksandrijska knjižnica. Kako res mogočne so hkrati te zbirke in hkrati zelo, zelo ranljive? Kako si ti razmišljal o tem? Ja, podobno je v Sarajevu, kjer je ta mestna hiša, Vječnica, bila univerzitetna knjižnica in je bila ena prvih tarč, ne, napada z hribov dol in to je vedno ranljivo in hkrati simbolno pomembno. Oni so zažgali knjižnico zaradi tega, ker je to bil simbol mesta, simbol enega znanja in vsega. Medtem, ko v tem primeru je šlo pa res pri NUK-u za nenavaden dogodek. Šlo je za poštno letalo, ne, ki je bilo, če se pravzaprav italijansko, ampak pol že z nemškimi oznakami in ki je pokvarila se neko upravljanje in je padlo ravno na NUK, ki praktično ni bil še vseljen. Ne. NUK so selili prve dni italijanske okupacije ravno zato, da ga ne bi zasedla vojaščina. Prav eno tako hitro akcijo so naredili, da bi zasedli s knjigami, zato da vojska ne bi prišla noter. In seveda potem so se skrivali ilegalci noter. Skratka, ta zgodovina je bila tudi zanimiva in smo jo poskušali vplesti skozi ta nočni ogled, ki ga oni prirejajo nekajkrat na leto, ko z baterijami, z lučkami spoznavaš vse te zbirke na tej lokaciji, seveda. Ker je še ta lokacija, ne, malo kdo ve, da glavna lokacija je pa v BTC-ju, ne, na obrobju Ljubljane. Ma kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Kaj se pa je tebi zdela nekako med snemanjem filma mogoče največja dragocenost, na katero si naletel? Ja, veliko je tega. Mi smo poskušali vsaki, ker oni imajo različne zbirke, ne vem, od geografske, od zbirke plošč, plakatov, starih knjig. Ne. Iz vsake zbirke smo poskušali nekaj novega najti, kar je najbolj pomembno. Ne. Nam je mogoče zanimiva ta družinska zgodba, ker en del Kosovelove zapuščine
je teta moja Irene pripeljala v knjižnico, zato smo njo tudi vključili v zgodbo, kako se pogovarja z Rupertom. Ponavadi te osebne stvari najbolj pritegnejo, ne. Enako je bilo v tej zvočni kulisi, ne, ki jo ta pevski zbor, bila ideja, da knjige govorijo, da nas kliše z ulic, ne, in tudi tam je bilo kar nekaj dela zbrati, da imaš in nemščino in francoščino in dramska besedila in te čist prve glagoljaške zapise in tako naprej. To vse v tej kakofoniji zvokov je v bistvu to noter. Ni enega izbora, veliko je teh lepih stvari, ki jih knjižnica hrani in ki smo jih hoteli pokazati. Kako pa si se odločil čisto filmsko, na kakšen način boš strukturiral dokumentarec, kakšno pripovedno formo mogoče boš izbral? Itak zgled so te observacijski dokumentarci, newyorška mestna knjižnica, ki je narejena tudi brez govorečih glav, ampak ravno tako z dogodki, z tem, da pokažemo pot knjige iz skladišča, od naročila preko skladišča do bralca. In v resnici je bilo vodilo narediti prizore, narediti sekvence, narediti situacije, in podtakniti v te situacije neke informacije, ne. Zgodovino smo zato lepo rešili s tem, ker itak imajo to vodstvo, te kataloge tudi skozi neke dialoge, ne, skozi ta primer Don Quixota, ki je zanimiv in tako. Vodilo je bilo, skozi različne situacije pokazati to bogatstvo, in vse probleme, ki knjižnica konec koncev ima, od nove stavbe, ki jo načrtujejo, do UNESCO-ve zaščite, ne. Kakšno vprašanje, kakšen komentar? Zdaj v filmu pokažeš tudi kar nekaj teh zelo dragocenih rokopisov z iluminacijami, pa me zanima, a je to zahtevalo kakšne posebne snemalne pogoje? V resnici smo se dogovorili, da en dan nam na neko mesto, čisto slučajno v to glasbeno čitalnico, ki je bila dosti izolirana, nam prinašajo te knjige iz trezorja. In smo jih probali osvetliti z neko diskretno lučjo, zato da ni preveč močna luč in tako naprej. Tako da, kar se našega snemanja tiče, je bilo to, ne. Razen kadar smo v zbirkah določene stvari snemali. Hoteli smo pa pokazati, zanimivo je, pa istočasno je bila, ker so oni tudi praznovali 250-letnico, ta razstava. In ko smo mi se pripravljali na film in so se oni tudi pripravljali na razstavo, so se odločili, da bojo vsak to najpomembnejšo stvar, ki jo bojo razstavili, ker so v različnih obdobjih razstave različne stvari, da jo bojo dnevno nosili iz trezorja in da bojo zato naredili nek nosilček, ne, na katerem bo to. In to je bila pol ena ta sekvenca, kako iz trezorja pripeljejo to knjigico, ne, ker to pa tle je šlo največ za te varovalne standarde, recimo. Mogoče še za konec, a ti je ta film, a si mogoče dobil kakšen nov uvid v pomembnost tega, da dobimo drugi nuk, glede na to, da je to že kar nekaj časa trajalo, pa se je odmikalo in tako? Zdaj, problem tega drugega nuka je, da tudi ta ne bo rešil te lokacije shrambe knjig. Knjige bojo še vedno v BTC-ju, ne. V bistvu je ta novi nuk namenjen temu, da bi mi lahko tam študirali, brali tudi po noči, ne, in tako. In ravno to tudi govorimo v filmu, ta stari nuk bi pa bolj postal narodna knjižnica, ne. Oni pa univerzitetna. Pozabljamo, da ima dvojno funkcijo ta nuk, ne. In jaz imam sicer pomisleke glede tega, kar se bo zgradilo, ampak absolutno imam pomisleke tudi, ker nihče ni pomislil, ker je to lokacija samo čez trg francoske revolucije, da bi bile stavbi pod zemljo povezani, ne. Ampak potrebujemo pa to stavbo, tudi blizu je tega, rečemo, nekega univerzitetnega središča, večina nekih fakultet je tam, tako da dajmo čim prej narediti nuk 2. Amir Muratović, najlepša hvala. Čestitke še enkrat, film Nuk 250. Hvala tebi tudi. Ja.